Spoštovani udeleženci seminarja, lep pozdrav. Zahvaljujem se tudi vodstvu in organizatorjem za vabilo in upam, da bom lahko prispeval nekaj zanimivih izkušenj, predvsem pogledov na to, kaj se dogaja na temo, katero smo nekako skupaj dorekli. Jaz sem vam danes predstavil izhodišče, poglede, pa tudi nekaj konkretnih ozadij, ki so bile ugotovljene v zadnjem času, kaj se je pravzaprav z nogometom dogajalo v času COVID-19 epidemije in kakšne so predvsem posledice na zdravje nogometašev. Predvsem bom se skušal tle usmeriti v problem, ki pravzaprav nastaja pri treningu, kakšne so izkušnje, ki smo jih doživljali tudi z nekom konkretnem samem sodelovanju z nekaterimi nogometnimi klubi prve slovenske nogometne lige, pa seveda tudi, kaj se je dogajalo v svetu. In tukaj bi potem skušal tudi zaokrožiti z nekaj predlogi. Tako bi v začetku nekaj pogledali, predvsem v smislu tega, zakaj treniramo in kaj je cilj tega treninga, kakšni so mehanizmi teh sprememb, ki so lahko tudi ogroženi v določeni situaciji in seveda, kako je ogrožena tudi optimizacija neke gibalne učinkovitosti ali gibalne kompetence. In kot rečeno, kaj se je dogajalo v času COVID-a, kako smo prilagajali, kako so športniki prilagajali, nogometaši prilagajali svoje življenje in kakšne so bile posledice, in zaključil bi z nekaj priporočili. Kot rečeno, je pa seveda cilj teh priporočil, da tudi povemo nekaj o tem, kako spremljati to stanje, kako to stanje upoštevati in ga usmerjati v pravi način, v pravo smer dela. Zelo na hitro nekaj izhodišč, ki jih gotovo vsi poznate, ampak samo zato, da imamo to rdečo nit, bi še enkrat lepo opozoril in ne smemo pozabiti, da nenazadnje je trening nek sistematičen proces, kjer je cilj razvoj neke gibalne kompetence. Torej razvit posamezniku, športniku, nogometašu znanja in sposobnosti, ki bodo usmerjene k neki specifični aktivnosti. V tem primeru je to športna igra, je to nogomet in sicer na način, da bo uspeh, ki je pogojen seveda s to učinkovitostjo, zagotovil nastopanje v neki izbrani disciplini, nogometu in seveda doseganje ustreznega športnega rezultata. Tlele, če se spomnimo, se vse dogaja v nekem, če rečem tako, triangularnem modelu. Seveda tu znotraj tega trikotnika se dogajajo neke spremembe, mi ponudimo neko gibalno aktivnost, vedenje in posameznik v veliki odvisnosti od okolja in pa naloge razvija svojo kompetenco. Razvija tako, da pač z izbranimi nalogami, tehnike, taktike pridobiva določene znanja, poteka proces motoričnega učenja, proces razvoja sposobnosti in nek razvoj v smeri doseganja kompetence. To moramo pa pozabiti, ne smemo pozabiti, da te temeljni principi razvoja gibalne kompetence vedno slonijo in so odvisni od tudi tega, bom jaz umaknil kamero, tako da boste lažje videli, torej od naloge, ki jo postavljamo pred posameznika in seveda od okolja in ne nazadnje njegovih posameznikovih predispozicij. To je odvisno seveda od njegove starosti, od njegove zmožnosti, od ravni tekmovanja, od njegovih predhodnih znanj, se pravi, ali se pogovarjamo o mlajših kategorijah, se pogovarjamo o članskih kategorijah na nivoju nacionalnih lig, evropskih lig, reprezentanc, seveda to se vse razlikuje. Vedno pa ta proces poteka znotraj tega. No, in če zdaj pogledamo generalno, kaj se je, kaj v tem procesu, ki ga mi zastavljamo, seveda kot organizatorji, trenerji, strokovni sodelavci dogaja, bomo ugotovili, da temelji zgodba vedno nekje med nekimi zakoni, ki jih je pač postavila narava pred nas, ki usmerja naše gibanje, naj si bo to principi biomehanike, fiziologije, termofiziologije, nevrofiziologije ali na drugi strani neki človeški zakoni, ki jih pač določamo v samem športu z določenimi pravili, z opremo, z izzivi, z metodami
treninga, metodami tekmovanja in principi tekmovanja. In seveda ti človeški zakoni na eni strani in na drugi strani neki naravni zakoni morajo biti v nekem sozvočju, v nekem soglasju. Ko pride do problema preseganja enega ali drugega, se pravi, da si mi zastavljamo cilje, ki jih ne zmoremo, ali pridemo v situacijo, ko je pač narava se postavlja, če tako rečem, proti nam, pa ne zdaj razmišljati samo o samih poškodbah, ampak tudi v situaciji specifični, kot smo jo in jo ne nazadnje žal še vedno v velikem delu že živimo, pride do te diskrepance med enim in drugim. In v takem trenutku seveda lahko nastopijo problemi. Ti problemi so seveda lahko čisto fizične narave, če rečemo v tem smislu, da nastopi problem z nezmožnostjo delovanja našega sistema, torej mišičnega, skeletnega, telesne pripravljenosti, fizične in kakorkoli, ali pa tudi psihičnih, torej preobremenjenosti, burnouta, kot pravimo, izgorelosti in podobnih problemov, ki jih v športu sledimo. No, mogoče, seveda se treba tega zavedati, ko se neko prej, da to vnaša človek svoje specifike, seveda jih vnaša. In dostikrat se mi preveč usmerjamo predvsem v, če tako rečem, ta talent. Vendar ta talent je lahko tisti, ki je izredno pomemben, vendar so pa tu še cel kup drugih dejavnikov. Tle recimo vidimo dva prijatelja, dva soigralca, ki sta dosti preživela skupaj, in jih vsi poznate, pa vendar popolnoma drugačna posameznika v marsičem, z drugačnimi vlogami, z drugačnim načinom delovanja in seveda tudi uspehom. Kljub temu pa oba zelo uspešna. No, hotel bi izpostaviti to, da sam talent lahko vam doprinese, ampak na drugi strani lahko prinese lih toliko kot mogoče, če karikiram, ustrezna hidriranost, ali pa ustrezna prehrana, ali pa ustrezna diagnostika pri delu in nenazadnje strokovno vodenje, pogoji dela, podpora okolja in tako dalje. Vsi ti dejavniki vplivajo na to, ali zmoremo sestaviti tale mozaik. Mozaik uspeha ga pa vedno sestavljajo fiziološki dejavniki, psihološki dejavniki, taktični dejavniki in tehnični dejavniki. To vse vemo, veste, vendar želim v tem kontekstu izpostaviti na samem začetku osnovo, ki se seveda tudi spreminja, kadar se spreminja nekaj v našem okolju. In kot vemo, ko je ta enačba specifikacije, ki vodi do tega uspeha, ki zajema cel kup teh členov, če rečem te enačbe, od specialnih motoričnih gibalnih sposobnosti do emocij, socialnega prostora, karakternih značilnosti, spoznavnih sposobnosti in tehničnih znanj, taktičnih znanj, karakterja, nekih drugih zunanjih dejavnikov, kadar vse to seveda združimo in vključimo v nek predviden proces in skušamo to nadzirati, takrat pravimo, da gremo po neki pravi poti proti uspehu in tudi v primeru, ko se lahko zgodi, da do nečesa ne uspemo prideti, lahko analiziramo, zakaj je do tega prišlo. Vsako drugo, bom rekel, stihijsko, torej delovanje, če bom rekel na pamet ali po nekem feelingu, kot dostikrat pravimo, seveda lahko tudi pripelje do uspeha, vendar dosti težje je kasneje analizirati, zakaj je do tega prišlo, in če nas seveda uspeh ne zanima analizirati, nas pa dostikrat zanima analizirati neuspeh oziroma saj trenutne stagnacije ali kakorkoli lahko dosežemo, ugotovimo pri posamezni ekipi ali posamezniku in v tem primeru. Na naslednjem slajdu vidimo, kako lahko zelo natančno in poglobljeno predvidimo neko dogajanje. Se pravi, to je seveda zdaj znanstveno raziskovalni pogled in vas ne bom preveč strašil, ampak hotel bi reči, danes lahko z natančno diagnostiko zelo veliko predvidimo in dejansko ugotovimo, kaj se dogaja. Torej, predvidimo lahko, kakšne so vpliv na uspešnost nekih taktičnih, tehničnih ali pa psiholoških ali pa fizičnih dejavnikov, tako lahko predvidimo, kot vidite tukaj gor, neke zunanje vplive od temperature, vlažnosti, cel kup teh okoljskih vplivov, do tega, kakšna je seveda vzdržljivostna komponenta, kakšna je komponenta moči, komponenta hitrosti, koordinacije, seveda kakšne so tu, če gledamo naprej, aerobne in anaerobne
dimenzije in pa se pravi dimenzija mišičnega treninga, kaj vse vpliva na ta trening, recimo kako vpliva arhitektura, kako vpliva določene posebne intrinzične lastnosti mišice, torej od kota penacij, kako vplivajo neki interni dejavniki, ki so vezani na spol, moč, na razvoj, antropometrične značilnosti, kako na to vpliva dihalni sistem, srčno-žilni sistem, celoten mišični sistem in če gremo nadalje, se seveda zelo poglobljeno tudi, če rečem z nekimi laboratorijskimi pristopi in pogledi, ugotavljamo, kakšen trening moči in kakšen trening vzdržljivosti je potreben. No, če zdaj pogledamo za spodaj na vzgor, pa s tem bom to zaključil, točno določen trening vpliva na vse to, kar sem prej predstavil. In tukaj je zelo pomembno vedeti, ne, da recimo pri izboru neke vadbe, kot je tukaj zdaj označena ta v rdečem krogu, je vpliv na posameznikovo, na mehanizme sprememb in priprave točno jasno določen. In danes seveda je znanost glede, če rečem, športna diagnostika veliko bolj razvita, kot je bila pred leti, veliko bolj, kot je bila še pred morda desetletjem in dostopnost te diagnostike je tudi veliko boljša, tako da, kadar vemo, ne, da se določene mehanizmi sprememb začnejo pojavljati in to je bistveno, da kot trenerji to tudi razumemo, vemo, da moramo po pomoči, po podpori tega znanja tudi poseči. Seveda, na koncu smo mi tisti, ki trening usmerjamo in ga vodimo v pravo pot, vendar poznati moramo neke posledične mehanizme sprememb, ki se tu odzadaj skrivajo. No, in če vzamemo v obzir vse te spremembe, ki sem jih zdaj naštel, se seveda te motorične kompetence postopoma skozi razvoj dogajajo na ta način, kot vidimo na tej prosojnici. Na X-osi imate starost, torej skozi različna življenjska obdobja, kako ta poteka, kako te spremembe potekajo, na drugi strani pa imate določeno raven kompetenc, znanj in sposobnosti. In če seštejemo ta dve krivulji znanja in sposobnosti, dobimo kompetence in tako lahko vidite, da se te spremembe dogajajo skozi obdobje v zgodnjem otroštvu relativno hitro, potem se nekoliko tam ustaje, potem imamo obdobje te adolescence, pubertete, ki spet, bom rekel, nekako eksplodira in začne ta rast izredno hitro, se dogaja, dokler ne dosežemo nek plato, neko mejo tam okrog 20. leta in se seveda ta z različnim treningom, vadbo pri človeku lahko vzdržuje tam do 30. 40. leta, nekje na najvišji ravni in seveda potem začne upadati. Upadanje seveda na eni strani motoričnih sposobnosti, na drugi strani motoričnih znanj, pa nas pripelje do tega, da potem v starosti seveda te zmožnosti niso več tako na tako visoki ravni, kot so bile prej. Vsekrat se ukvarjamo tudi s tem problemom, ko rečemo v tistem srednjem obdobju, ko je športnik preide v neko obdobje, če rečem, odraslosti in mu materiali ne služijo več tako dobro kot prej, seveda lahko nekaj časa se ohranja na velikih izkušnjah, na znanju. Poznamo številne igralce v svetovnem nogometu, ki so tudi že v, bi rekli, za igralsko bili že v nekem obdobju zatona, tam po 30. okrog 40. leta in še vedno zmogli odigrati zelo uspešno, predvsem na osnovi izkušenj, na osnovi znanja, vendar pa takrat seveda telo, materiali, strukture ne zdržijo več, funkcija seveda se posledično poslabša in pride do tega, če rečem, upada. Vendar pa ta upad, ne, se moramo zavedati, je lahko posledica tudi nekaterih drugih dejavnikov, ne, naprimer kot so dejavniki, s katerimi se danes ukvarjamo, problema tega upada, te točke, ne, ki je načeloma lahko tukaj, se lahko zgodi veliko prej če rečem, mladostniškem ali pa najbolj uspešnem obdobju, zaradi tega, ker posežejo neki zunanji dejavniki. To je tudi del tega, kar živimo.
Kot rečeno, se ta boj proti degenerativnim procesom lahko nekako nadzira in ohranja na višji ravni z optimizacijo vadbenega procesa. Seveda, kompetence, torej sposobnosti in znanja skozi starostne leta pridobivamo tako, da imamo zelo natančno predvidene, bomo rekli, vsaj 3 obdobja. Obdobje, ko se te kompetence vzpostavljajo, obdobje, ko je ta uporaba teh kompetenc na najbolj intenzivni ravni in pa seveda obdobje starostništva, torej starejše dobe, ko se te kompetence nekako skušajo ohranjati oziroma prihaja do upada, vendar jih skušamo z zdravim in pravim načinom življenja ohranjati. No in tu, kot vidimo, je zelo pomemben prvo obdobje, ker gre za pravilni razvoj skeleta, mišic, tetiv in seveda na ta način lahko te procese ohranjamo visoko, potem seveda z redno vadbo, pravilnostjo gibanja, s pravim in ustreznim treningom in seveda optimizacijo tega transformacijskega procesa, pa to ohranjamo lahko še na veliko daljše obdobje. Smemo pozabiti, da se ti degenerativni procesi, kot vidite z črnim fontom zapisano, lahko začenjajo tudi relativno zgodaj. Tega imamo danes veliko, to je danes zelo prisotno, predvsem zaradi tega, ker je mladina in otroci že krepko zanemarjeni in seveda tudi tisti, ki k nam prihajajo, moramo vedeti, da imajo ozadje veliko slabše in kasneje se bomo tudi o tem nekoliko pomenili. No, to je tudi en tak večdimenzionalni kompetenčni model gibalnega razvoja, ki smo ga pri nas na inštitutu spostavili že pred skoraj 10 leti, ki predvideva te 3 obdobja razvoja, delovanja in pa upadanja gibalnih kompetenc. Nimamo časa, da bi šli tako bolj podrobno znotraj tega sistema, ampak to si lahko tega modela, ampak si to lahko tudi kje drugje. No, v teh 3 obdobjih pa seveda ima pomembno vlogo tudi tisti, ki spremlja posameznika. Torej, če vzamemo mladega športnika, je v začetnem obdobju predvsem tle teža na starših, ki ga oblikujejo, pripravljajo na to, usmerjajo skozi življenje z ustrezno prehrano, z ustreznim okoljem, pripravo na samovadbo, treningom. To je kup socializacijskih in psiholoških vplivov, ki jih lahko doprinesejo k mlademu športniku. Seveda kasneje je tu zelo velika teža tudi na samem športniku, ki mora dajati poudarek na to, ta celostni razvoj in celostno oblikovanje bodočega uspešnega športnika in pa ne nazadnje trenerju, ki z izborom ustreznih vaj, pristopov, transformacijskega procesa, se pravi treninga, oblikuje tega športnika in ga pripravlja na njegovo, če rečemo, vseživljenjsko športno kariero. No, tu moramo vedeti, da čas, ki ga živimo, o katerem smo rekli, da se bomo v osnovi danes pogovarjali, je nad vsem tem, kajti vsi ti, ki smo lahko športniku zagotovili neko ustrezno delo in pripravo v tem specifičnem obdobju, smo bili ravno tako del teh restriktivnih ukrepov, teh omejitev, z ogromno negotovosti in specifičnosti se je odvijalo to zadnje leto oziroma že skoraj leto in pol, na kar nismo mogli vplivati in na kar je bilo dostikrat tudi številnih razlogov, takih in drugačnih nesmislov, ki smo jih bili deležni, vendar je to okoljski dejavnik, na katerega, kot rečeno, ne moremo vplivati, ga pa moramo sprejeti. No, kaj se je pravzaprav v tem času dogajalo in koliko je bil ta čas specifičen, bi pogledali v nadaljevanju. Najprej vam moram povedati eno zanimivost, da če pogledamo dogajanje v obdobju nogometne zgodovine, takih ukrepov pravzaprav nikoli ni bilo zaznati. Tudi celo med drugo svetovno vojno, ki jo nekateri primerjajo, ki je seveda pustila veliko hujše posledice kot tale pandemija, pa vendarle tudi takrat tako restriktivnih ukrepov ni bilo, sicer seveda v določenih področjih, kjer je se odvijala tale vojna vihra, ni bilo mogoče organizirati tekmovanj, sicer so se pa tekmovanja zelo hitro in ponovno vzpostavila.
v področjih, kjer je bilo to mogoče. Dostikrat so bili deležni tudi tekem med samimi, če rečem, zavezniki ali pa na nekih nacionalnih ravneh, tudi reprezentančne tekme, celo med navezniki, mislim, tudi z nasprotniki v nekem obdobju miru in podobno. Skoraj, da ta pogled na stadione, kot jih imamo danes, ki je seveda zelo žalosten, kar nekaj časa ni bilo moč zaznati. No, če pogledamo, kaj se je zgodilo v tem času, v zelo kratkem času, samo od 11. marca, ko je bil izbruh koronavirusa nekje opredeljen za prisoten in pač grožnja tega, da se bo hitro razvil skozi vse države sveta, že med 12. in 13. marcem se je v 21 državah začela ta prekinitev, na to se, vključno seveda s tekmovanji, na to še dodatnih 64 držav, in tako da se je v 7 dneh nogomet ustavil, torej v 105 državah sveta. Če se zavedamo, da je prisotna tudi tale specifika, morate vedeti, da v članic FIFA je več kot članic Združenih narodov, tako da je to res ena zelo, zelo velika asociacija. Vidimo, da je tale specifika bila kar huda in zaustavitev nogometa tako rekoč povsod, razen nekaterih specifikah, ki jih vidimo tukaj, kot so na koraku v Burundi in Belorusija, se ni dogajalo v predhodni zgodovini tako rekoč nikoli. Glavne značilnosti tega lockdowna, ki so vplivale na celoten šport, pravzaprav na celotno družbo in posredno še tudi na sport, je bila najprej spremenjen življenjski slog, in sicer generalno. Dodalo se namenoma tlele tudi ena strah in zmeda, kajti to je tisto, kar povzroča pri ljudeh dostikrat najhujše posledice, ki jih težko potem tudi nadziramo in usmerjamo in izboljšujemo situacijo. Velik problem je bila tudi komunikacija, ki jo pač današnja družba ima in je to specifiko seveda tudi zelo intenzivna sprememba življenjskega sloga, sploh v zadnjem obdobju. Problem tudi z restrikcijo socializacije in seveda tudi navadbo in trening. Tako si bomo zdaj v nadaljevanju pogledali nekaj splošnih posledic v družbi in na to še posledic v športu, kajti tudi mi smo zelo pomemben del družbe in šport, posebej pa nogomet, ki je vpet v vse pore sodobne družbe in ne more biti od njega neodvisen. Generalno bi pa morda na tej točki še nekaj rekel, je tu še en problem, ki ga živimo že v zadnjih desetletjih, in sicer je to generalni upad gibalne neaktivnosti, je zelo prisoten od najmlajših naprej in tale iz vidika restrikcije gibanja je to obdobje, ki smo ga zdaj živeli, še posebej tisto najbolj zaprto obdobje, nič drugega kot samo zelo potencirano in zelo agresivno dejstvo, ki ga živimo že najmanj zadnji 2 dekade, torej zadnjih 20 let. Kakšne so bile te spremembe življenjskega sloga v tem obdobju? Mi smo opravili nekaj študij tudi znotraj našega inštituta, pa kar nekaj študij obstaja v svetu v tej smeri. Tako je bila tudi ena od teh študij, torej preučevanje vsakdanjih praks v času pred in med ukrepi koronavirus pandemije, izpeljana kar na velikem vzorcu, kot vidite, 9 držav, 4000 respondentov. No in na kratko, da ne bomo predolgi v tej smeri, ugotovljenih je do 50% porasti neaktivnosti. Torej iz nekaterih 5,5 ur na 8,5 ur. In za kar 65% se je podaljšal zaslonski čas, iz 5 na 8 ur. Torej, veliko manj aktivni smo bili vsi, ogromno več časa smo preživeli na zaslonskem času, to je telefonih, računalnikih, takih in drugačnih ekranih. In kaj se še hudega zgodilo? Kar 43% manj je bilo prisotnih tistih najbolj osnovnih aktivnosti, kot so hoje, športnim aktivnostim pa je bilo namenjeno približno 25% manj. In generalno gledano, na tej populaciji, ki je bila zelo velika, je tudi se generalno prišlo do povečane telesne teže in sicer od pol kila pa tudi do 7 kil, kar kaže kar eno. No, še ena zanimiva študija, ki smo jo opravili sicer za namene Italijanske vesoljske agencije, ampak so ugotovitve zelo
smiselno in enostavno lahko prenosljive tudi v naš problem, o katerem bomo govorili danes. Torej, gre za to, da zdrave, mlade posameznike, prostovoljce položimo v posteljo in dlje časa, torej to je bila študija 10-dnevna, so pa bile tudi 14-dnevne, pa 5-tedenske, pa še dlje, kjer 24 ur popolnoma so neaktivni, ležijo in spremljamo, kaj se v telesu dogaja. Prenos teh informacij je zelo uporaben tudi za razumevanje vpliva neaktivnega življenjskega sloga na današnjo družbo, na zdravje in pa seveda tudi na neke specifične situacije, kjer prihaja do recimo posttravmatskih stanj, recimo postoperativnih stanj, v primeru, ko prihaja po poškodbi do nekega časa okrevanja in da ugotavljamo, kaj se takrat dogaja v mišici. No, zelo zanimivo bi tle rad izpostavil, da že pri 10-dnevni študiji popolne neaktivnosti, ko ležimo v postelji, ugotavljamo, da že tam po 4. dnevu nastopijo mehanizmi mišičnih sprememb, prihaja do določenih sprememb v sami mišici, ki vodi v mišično propadanje. In kar je tudi hudo, nastopi tudi torej povečana inzulinska rezistenca. Kaj to po domače pomeni? Pomeni, da telo ni več rezistenčno, torej se ne odziva na inzulin, namreč dokler trebušna slinavka proizvaja dovolj inzulina, da takrat je glukoza v krvi v mejah normale, če se pa ta ne odziva več, pride do kopičenja glukoze v krvi in s tem se povečuje vrednost krvnega sladkorja, kar pa vodi tudi v lahko diabetes. No, tako smo zanimivo ugotovili, da se je dogajalo pri teh posameznikih, ki so bili neaktivni. In še eno zadevo, takoj te, ki so bili spremljani v septembru 2019, 10 mladih subjektov smo povabili tudi po lockdownu, torej v maju mesecu, takrat, ko smo kasneje začeli tudi študijo z nogometaši, katero se bom naslovil zdaj. In kaj smo ugotovili? Da se je pojavljalo zelo podobna situacija kot pri 10-dnevnem ležanju. To so zelo hude ugotovitve, namreč število korakov je padlo tam nekje pod 2600-2500 dnevno, kar pomeni približno četrtino od splošnih zdravstvenih priporočil. Presedeli so tudi do skoraj 12 ur dnevno in so v povprečju zredili te gospodje skoraj 2 kili. No, pomembno pa je, da je porast te inzulinske rezistence, kot sem rekel prej, se zgodil enak po teh 2 mesecih lockdowna, kot se je zgodil tudi v času popolnega ležanja. No, še ena zanimiva raziskava, ki so pa kolegi z fakultete za šport, tako imenovana SlowFit, verjetno ste od njej tudi že kaj slišali, se je dogajala tudi v tem času in tle tudi bilo ugotovljeno, da so kar za 20% povečali debelost otrok, porast podkožnega mašča je bil zaznan pri več kot 50% otrok in kar 66% otrok je poslabšalo svojo gibalno učinkovitost. Torej, to so bile neke spremembe življenjskega sloga, ki so se dogajale generalno. Poglejmo zdaj, kaj ugotavljajo študije, kakšne so bile spremembe pri športnikih, spet bo rekel generalno, no to bo šel pa na nogometaše in konkretno na spremembe v naši prvi nogometni ligi. Torej, dokazano je kot prvo, da današnji športniki, za razliko od športnikov mogoče pred 20-30 leti, so popolnoma enako neaktivni in sedeči, če tako rečemo, kot ostali. Torej, študije, ki zajemajo od Združenih držav do Evrope, do različnih koncev sveta, ugotavljajo, da danes sedijo poprečno naši mladi, aktivni, tudi športniki nekje okrog 10 ur, kar je približno 58% celotnega časa budnosti. Ni razlik v času MVPA, to pravimo medium and vigorous physical activity, to pomeni srednja in intenzivna gibalna aktivnost in niti ni razlik v nizki gibalni aktivnosti. Ne torej low physical activity med atleti in tistimi, ki niso atleti, torej športniki in nešportniki. Zato je predvsem kaj potrebno vedeti, da je dokazano visoko tveganje za sedentarne športnike, neodvisno od tistega srednjega in visoko intenzivnega gibalne aktivnosti, ki imajo v času treninga. In seveda to je neodvisno od njihove kondicije in tudi neodvisno od njihove rasti.
Videli bomo namreč kasneje, kako se spreminja pojavnost poškodb in zakaj se določene poškodbe prihajajo v ospredje, katerih prej nismo zaznavali. To je prav gotovo tudi zaradi tega, ker se premalo angažiramo, tudi kot trenerji, ki bi morali delovati v smeru zmanjševanja tega sedenarnega časa, da športnike spodbujamo prostočasni, nizko in srednje intenzivne gibalne aktivnosti in sicer na prosti, z več odmori in tako dalje. Torej čas, ki ga danes ne nazadnje spremljamo, lahko tudi v medijih, raznih socialnih omrežjih, tudi naših najboljših, če rečem, NBA-ovcev in podobnih športnikov po svetu, koliko časa preživijo zaradi tega delovanja v socialnih omrežjih, pa raznih računalniških iger in vsega ostalega pred telefoni in računalniki. Torej to predstavlja si tako, da tisto pripravljenost in to strukturo posameznika, ki jo skušamo potem mi maksimalno angažirati v cilju vrhunskega športnega rezultata, imamo danes že generalno veliko slabše. In pomanjkanje spodbujanja te prostočasne aktivnosti strani športnikov se moramo zavedati in jo skušati čim bolj vključevati, kajti ta ne samo, da izboljša zdravje športnikov generalno, ampak tudi dokazano zmanjša tveganje za pojavnost poškodb. To je še en zelo pomemben faktor, ki ga bomo kasneje obravnavali, kajti pojavnost poškodb je seveda nekaj, kar neposredno vpliva na športne rezultate. No, in še mogoče kot zanimivost na tem slajdu, kaj se dogaja, mislim, da mi bi morali pravzaprav biti nekje v obdobju med tisto nizko gibalno intenzivnost in srednjo gibalno intenzivnost, kolikor se le da časa dneva, tako pa preživimo tako v prostem času, na delu, v študiju, doma, v raznem transportu, preveč ali manj presedimo. Delujemo te nekje med 1,3 meta, to je metabolni ekvivalent, ki je en met je približno ravni tega bazalnega metabolizma, okrog 1300-1500 kilokalorij, seveda odvisno od posameznika. Tu je generalno ta prisotnost sedentarnega načina življenja. Daleč preveč in premalo te nizke do zmerne gibalne aktivnosti, ki jo vidimo na drugem koncu. No, spremembe življenjskega sloga pri nogometaših. No, to je pa študija, ki smo jo delali prav z skupino nogometašov, bilo je vključenih v času pred lockdownom že v letu 2019 266 nogometašov moških članov prve lige. To je projekt znanstveno-raziskovalnega središča v Kopru, imenovan Razvoj modela za hitro in varno vračanje poškodb, če skrajšam, za hitro in varno vračanje po poškodbah v šport. No, mi smo ponudili takoj po, ko se je začelo konec maja, začetku junija, klubom prve nogometne lige, da se bi vključili v to dodatno preučevanje, da vidimo, kako se in kaj se lahko ugotovi dogajanje med samim lockdownom in pa v obdobju takoj potem. Vključili so se samo nekateri, ne bomo, jaz jih lahko samo pohvalim, da so bili nekateri klubi toliko strokovno osveščeni, da so v tem videli vrednost in da še danes pravzaprav zelo dobro sodelujemo. Teh je bilo potem športnikov v nadaljevanju 32, ki smo jih potem primerjali in gledali, kaj se je dogajalo. Torej, ocenili smo splošno počutje športnikov po tem obdobju, telesno pripravljenost, tehniko, taktiko z vprašalniki. No in zanimivo je dejstvo, da kar 50% teh vključenih niso ugotavljali nekega spremembe splošnega počutja. 15% se je počutilo slabše ali pa veliko slabše in 35% se je počutilo bolje. In sicer predvsem so se športniki počutili bolje, če rečem kot splošno počutje, zaradi tega, ker so bili veliko več z svojimi družinami, ker so veliko več časa lahko preživeli z svojimi najljubšimi. Se je pa kazalo recimo v nadaljevanju kar nekaj problemov glede ocene njihovega zdravstvenega stanja in pa splošne telesne pripravljenosti. In tako vidimo na naslednjem slajdu, da je kar 40% vseh teh ocenilo negativno spremembo telesne pripravljenosti. Torej, da so ocenili svojo pripravljenost kot slabšo,
in veliko slabša. V nasprotju s tem je pa tudi na drugi skrajnosti bilo kar nekaj tistih, in sicer 44, ki so ocenili svoje stanje kot boljše in veliko boljše, in nekje 16%, ki ni imelo sprememb. Ampak dejstvo je, da imamo ta dva skrajna roba in 40% športnikov, ki je ocenilo, da je njihova telesna pripravljenost slabša, veliko slabša, je kar pomenljivo. No, če zdaj za trenutek skočim, preden se bom vrnil, se bom usmeril na pojavnost sprememb v, če rečem, funkcionalnih sposobnostih, v zmožnostih in tudi poškodbah, in na hitro preletimo, kakšne so pa splošno prisotne poškodbe v nogometu. Vidimo, da je nogomet eden od športov, ki je kar rizičen, torej med športi, kjer se pojavlja kar nekaj poškodb. Če si boste želeli pogledati kaj več, imate tle citirano tudi vir, odkot smo to vzeli in boste lahko to spremljali. Najpogostejše poškodbe so stegno, koleno, gleženj, koleno na splošno zelo visoko prisotno in pa seveda pol tudi dimlje, spodnji del noge, hrbet in stopalo. Generalno po študijah, ki so bile kar obsežne v tej smeri epidemiologije poškodb, in jih je speljal kar nekaj teh Estrand z svojimi kolegi, ugotavlja, da bo igralec imel vsako leto vsaj eno težjo poškodbo, da prihaja 3 do 5 poškodb na 1000 ur treninga, zapomnite si to, in 24-30 na 1000 ur tekem, kajti videli bomo, da se je po COVID-u dogajalo kar konkretno drugače ta zgodba, da nogometna ekipa lahko pričakuje 40 do 50 poškodb, pri njih je 25 krajše od tedna dni in 6 do 9 pa odsotnost daljše od meseca dni. Še enkrat najpogostejše, kot rečeno, stegno, koleno, pa vendarle mišice nekje okrog 23%, bo videli, da je ta porast bil tudi velik, kasneje koleno 20, gležnje 13 in tako dalje. Kje se in kako se te, torej še enkrat večina na treningu, manj na tekmah, kar je tudi nekje skladno z podobnimi športi, moštvenimi športi. Vidimo, da se večina teh poškodb dogaja proti koncu prvega in pa proti koncu drugega polčasa, predvsem so recimo zvini tisti, ki se pojavljajo tik pred koncem dosti krat, pa tudi neke preobremenitvene poškodbe, kot so poškodbe mišic in podobno. Vidimo, da se je tudi pojavnost poškodb zaradi nekega akutnega dogodka, torej travmatske poškodbe, so v velikem deležu bolj prisotne kot preobremenitvene. Preobremenitvene so običajno v času treninga. No, in še katere poškodbe, ki so se dogajale med tekmo glede na lokacijo, vidimo, da je spet vrsta poškodb, predvsem gledano na poškodbe sklepov, poškodbe mišic, se dogaja nekoliko različno, ampak spet več ali manj v sredini in pa drugem delu polčasa so bolj prisotne. No, kot zanimivo še bi izpostavil, da se 40% poškodb povzroči odsotnost enega tedna, 50% pa od 1 do 4 tednov, 10% pa tudi 2-4 tedne. In podobno, kako se ta ponovljivost poškodb dogaja glede na posamezne mišične skupine in glede na sklepne poškodbe tudi in kakšna je ponovna pojavnost poškodb, kot vidimo največja ponovna pojavnost pri predvsem sklepih gležnja pa kolena, in sicer so to kolenske poškodbe tiste, ki trajajo tudi nekje najdlje, in pa tudi poškodba pete, eno takih. Ja. No, zdaj pa dajmo pogledati, kaj se je dogajalo po COVID-u. To so bile tiste splošno generalno, zdaj pa kaj je bilo po COVID-u. Imamo eno zelo zanimivo raziskavo, objavljeno pred kratkim, in sicer na nemški ligi. Bundesliga je bila tudi ena prvih, ki je pričela s tekmovanjem po COVID-u. Treba vedeti, da je ta študija proučevala učinke teh izolacijskih ukrepov na zdravje, varnost profesionalnih športnikov in pa na pojavnost poškodb pred in po zaustavitvi. Da vidimo, kako so, pač če gledamo predvsem tam od marca, 11. marca, če se spomnite, to je bil tisti znan dogodek takrat, ko je igralec NBA
bil pozitiven na koronavirus, potem se je kmalu začelo to spreminjati in že 13. marca je Bundesliga ustavila in začela ponovno 16. maja, ki je potem pač izpeljala ta drugi del prvenstva. No, tu, kaj se je dogajalo v tem času? Vidimo, da je bila stopnja poškodb po covidu kar 0,84 na tekmo, kar je v primerjavi z 0,27 pred covidom velik porast. Tukaj vidimo, da je bilo pred covidom 12,6 od 537 športnikov poškodovano, kasneje pa je bilo ta delež, seveda ni bil tako velik, je bil, mislim, obravnavanih športnikov, vendar je pa porast teh poškodb bil izredno velik. Drugi, torej, dejstvo je, da so bili športniki kar 3,12 večkrat več, torej bolj dovzetni za poškodbe, in to je zelo pomembna statistična razlika v zaustavitvi stopnje poškodbe, s primerjavo stopnje poškodbe pred tem, in kar 17,3 vseh poškodb se je zgodilo pred začetkom tekmovanja ali pa na prvo tekmo. To vidite tule graf na desni strani, ne, da je kar skoraj 20% vseh poškodb se zgodilo na prvi tekmi, torej spet zdaj si predstavljate, bilo je to pripravljeno obdobje, ki je bilo kratko relativno, verjetno ne dovolj ustrezno usmerjeno. Hkrati smo imeli na drugi strani dejstvo, da so športniki generalno bili več v svojem okolju, manj sistematično vodeni in da so bili zaradi tega tudi prav gotovo slabše pripravljeni in sicer v glavi bi lahko rekli bolj spočiti, vendar pa fizično, telesno, strukturno, če rečem, ne, funkcija je bila dobro še vedno nadzirana, ker so bili spočiti, ker znali, pač to znanje se ne da kar tako izgubiti, medtem ko je struktura samega telesa bila manj pripravljena. In tukaj vidimo še eno pomenljivo v tem razpredelnici na levi strani, da je bilo kar 50%, torej tle je velik porast vseh poškodb vezano na mišične poškodbe. No, poglejmo našo prvo ligo, dogajanje z temi športniki, ki smo jih spremljali. Tudi pri nas se je zgodilo, da je stopnja poškodb na mesec bila 3 v primerjavi z 1,94 pred tem in kar za 55 so se povečale poškodbe. Torej, še nekoliko več kot v primerjavi z to študijo Bundeslige. Pri nas se je pa še nekaj zgodilo, ne? Da je kar 75% vseh poškodb tokrat dogajalo na treningu. Predtem se jih je dogajalo, ko smo videli, generalno manj, ne, tam okrog 30, 40 pri nas tudi nekje smo ugotovili v tisti skupini okrog 50, ampak to je za 25%, torej povečana. In seveda tudi pri nas je večina teh poškodb mišičnih. Da vidimo spodaj v razpredelnici, kakšne so te poškodbe, koliko so se povečali. Vidimo, da je bilo kontaktnih poškodb in nekontaktnih približno enako. Tudi ponovljivost poškodb je bila približno torej, večja, nekaj tle moramo vedeti, da je bilo zajetih 32 športnikov napram 400 in toliko pred tem. Tako da je tu kar značilna specifika in posebnost, ki nam kaže na vpliv tega post-covid situacije. Mogoče še ena zadeva, ki je zanimiva, tisti, ki poznate tenziomeografijo, vam bom potem mogoče samo na kratko o tem pomenil, to je pač spremljanje mišične simetrije in sicer predvsem je pomembna funkcionalna in lateralna mišična simetrija. Ponovno vidimo, da je bilo pred časom pandemije generalno prisotna mišična, če rečem, notranje mišične značilnosti so kazale, da je bila mišica hitrejša. Tu vidimo, da je pač pred covidom je tale temna linija, polna linija, po covidu pa črtkana linija, torej če je čas nižji, pomeni, da so bili prej hitrejši, ker tle gre za hitrost mišične reakcije. Vidimo, da je bila prej nekje okrog 20, torej čas kontrakcije in da je bil displacement, torej odmik okrog 5,6, zdaj pa je mišica bila bolj sproščena, torej manj tonizirana, odmik je bil večji in pa čas dosežen za
doseženo 95% mišično aktivacijo, kar konkretno statistično višji. Torej, mišice so postale, lahko rečemo, počasnejše, manj tonizirane. No, to mogoče samo kot primer iz ene stare študije, ki smo pred leti naredili, ker smo primerjali slovenske prvoligaše z italijanskimi prvoligaši in z enim španskim prvoligašem. Vidite, predvsem pri tistih mišicah stegna, ki so izredno pomembne, rectus femoris, biceps femoris, kako se statistično razlikuje hitrost mišična med temi tremi skupinami nogometašev. Torej, španski so vedno najhitrejši, nato so italijanski in nato so naši. Torej, seveda tle mi ne moramo reči, da je to razlika zaradi držav, ampak dejstvo je, da je specifika igralcev, ki nastopa v teh ligah, ki so danes najuspešnejše, tudi različna v svoji mišični specifiki, to pa lahko z zagotovostjo trdimo. V nadaljevanju bomo pa pogledali na tem primeru, ki je bil pripravljen tudi za nemške nogometaše, kakšno je svetovanje za vračanje po prekinitvi te redne vadbe. Zdaj, primer ta strategije vračanja temelji na dveh posebnostih. Torej, če je športnik zbolel za COVID-om, je seveda za njega potrebna izolacija najmanj 2 tedna, glede na simptome, potem pa po nekem ustreznem zdravljenju in zdravniškem dovoljenju nadaljevati z aktivnostmi pod vodstvom zdravstvene ekipe najprej in nato vstop v proces vadbe. Ta proces vadbe pride v tem drugem obdobju. Za ostale, ki niso preboleli, torej niso imeli nekih simptomov, moramo vedeti, da pri športnikih je tudi dosti asimptomatskih prebolenj, ki smo jih tudi mi bili deležni stika, ko smo torej primerov, ki smo jih spoznali skozi naše delo. Če ni prišlo do preboljenja, ali pa je bilo to tudi asimptomatsko, da se tega ne moramo vedeti, je pa potrebno najprej se lotiti spremljanja tega, torej poiskati moramo neke načine, da lahko tudi v teh restriktivnih okoljih zagotovimo ustrezno vadbo, vendar pomembno je, da imamo spremljanje te vadbe. To je vedno en problem, na katerega se premalo zavedamo, torej način ugotavljanja stanja, ki je lahko tudi ob prisotnosti po spletu, torej z jasnimi navodili. Glede na to identifikacijo stanja, potem seveda določimo obremenitve in spremljamo te obremenitve in jih pripravimo na začetek nekega pripravljalnega obdobja. Na to vstop v pripravljalno obdobje, kadar je to možno, tu naj bi bilo vsaj 3 do 4 tedne neke postopne vadbe, progresivne vadbe, ki ne bi bila obremenjujoče več kot 10% tedensko s povečevanjem. Tudi tu je izredno pomembno, da se gre v spremljanje stanja in da se ga monitorira, če rečem redno, tako da ponovno potrebujemo neko tisto začetno stanje, da ga lahko primerjamo, potem pa 2-3 tedne z postopnim pripravo na neko, če rečem, tekmovalno raven pripravljenosti. Ko pa potem vstopimo v ta kompetitivno obdobje, torej v tekmovalno obdobje, je potrebno najprej identificirati morebitne posameznike, ki bi lahko bili podvrženi poškodbam. To imamo spet poseben pristop, zaradi tega, ker so zaradi te, če rečem, povečane krhkosti v tem obdobju, ki ni bilo prave intenzitete treninga, lahko še temu bolj podvrženi in potem seveda bomo lahko na ta način škodovali. In pa seveda iti v neko ponovno meritev, predvidevanje stanja tekmovalne pripravljenosti in pa individualno obravnavo, tudi z uvajanjem ustreznega počitka za tiste, ki bi mogoče kazali neko preobremenitev, zato mora biti sistematično uveden ustrezen počitek. Torej, to je neka klasično postopkovno pristopanje k temu, dostikrat seveda se zaradi odločitev, da se ponovno, kot je bilo to prisotno letos generalno v kar nekaj evropskih državah, da se pristopi k ponovnem tekmovanju, vse usmerjeno samo v tekmovanje, ne v to, da bi morali biti igralci prej pripravljeni in seveda to lahko vodi tudi v neko situacijo ponovnih poškodb, ki pa so
No, za vračanje v šport po COVID-u, preboljenem COVID-u, imamo tudi en tako imenovan postopno vračanje, protokol postopnega vračanja, GRTP, ki nekako predvideva, da bi moral biti športnik sposoben ob nekih vsakodnevnih dejavnostih prehoditi 500 metrov na prostem brez neke pretirane utrujenosti, da bi moral imeti vsaj 10 dni počitka in 7 dni brez simptomov, da bi začeli z manj aerobnimi intenzivnimi športi in potem jih preko tega uvajali, da seveda tudi manj intenzivni športi lahko prej začnejo, da je potrebna zelo, zelo pomembna strokovna diagnostika in spremljanje, ki lahko prispeva k hitremu vračanju. Tle treba spremljati predvsem pri pomberovanju, intenzivnosti vadbe, spanje, stres, utrujenost, mišične bolečine, psihološko pripravljenost za vračanje, torej tudi kako lahko sam športnik, kako je močan, kako presega neko to specifično situacijo in lahko lažje zmore ponovno, če rečem, zagnati sistem. Seveda, če se pojavljajo kakšnekoli simptomi, vključno z neko čezmerno utrujenostjo, mora športnik vrniti v fazo pred tem in se ponovno po nekem 24-urnem počitku brez simptomov vrniti in nadaljevati. No, tu imate tudi en tak napotek, kako naj bi ta postopno vračanje potekalo. Vemo, da pri preboljeni koronavirusni bolezni ostajajo določene posledice tako na srčno-žilnem sistemu, kot tudi na dihalnem sistemu v celoti. Seveda tudi ugotovljene so neke določene specifike na kognitivnih zmožnostih, tudi motorični kontroli, tako da bo treba se še s tem ukvarjati, tudi dosti študij se še pojavlja, tudi veliko še ne vemo, ampak predvsem se moramo zavedati, da obstajajo te obdobja, tle jih vidite od 1 do 5 obdobij, kako postopoma prehajati skozi to, preden se lahko športnik res vrne na način, da ne bi ga to vodilo v neke hujše probleme v bodoče. No, vračanje po poškodbah je sploh en problem generalno. No, zdaj smo gledali vračanje po nekem obdobju manj intenzivne vadbe, ki ima lahko veliko posledic. Kako pa izgleda z vračanjem po poškodbah? Mogoče bi še nekaj o tem, ker je to bil del tudi te naše študije, ki smo izpeljali, ki sem jo prej omenil, v katerem vidite, da smo sodelovali z Inštitutom za športno medicino iz Maribora, pa tudi Olimpijski komitej je bil pomemben partner. Z Inštitutom za športno medicino imamo tudi skupaj, smo nosilci tako imenovanega FIFA Medical Center of Excellence, preko katerega vstopamo tudi v nekatere določene raziskave. No, da grem proti zaključku, ta študija je imela kar obsežen protokol meritev, tako vidite, kako so izgledale meritve na samih stadionih, nekateri ste bili verjetno od tega udeleženi tudi bliže, pa boste okrog teh pristopov že kaj več vedeli, glede rezultatov pa tudi mogoče ena zanimiva ugotovitev. Torej vidimo, kot rečeno prej, da se je zelo povečala pojavnost poškodb na treningih, kar ni bilo značilno v obdobju predtem. Recimo pri košarki je teh poškodb še vedno veliko, veliko več na samih tekmah, da se povečujejo poškodb mišic, kot sem že prej omenil. Za nas pa je predvsem pomemben tale slajd. Predikcija poškodb. Glede na to, kakšna se, torej predvsem na tenziometrijske rezultate, pa tudi na rezultate utrujanja mišice, in nekatere teste, ki smo jih vključili, smo bili sposobni, če gledam kompletno vse poškodbe stegna, ki so bile v tistem času, to je bilo v prvem obdobju meritev prisotne, smo jih uspeli napovedati kar nekaj dosti točno, torej predvideli smo, da 180 športnikov od tistih, ki so bili tle vključeni, se jih ne bo poškodovalo in dejansko smo samo 2 zgrešili, ker so imeli pač to simetrijo dosti dobro. Na celotnem stegnu smo bili malo manj uspešni, sicer nekaj manj kot 30%, torej 27%, od 11 poškodb smo uspeli 4 napovedati točno, ampak veste, da je to že kar pomembno veliko, če lahko vsaj 4 od teh upravičimo, torej s pristopom predvidimo in se ne zgodijo. Še bolj, to pa je za nas bilo zelo pomembno, kar se tiče poškodb,
biceps femoris, torej, kot pravimo, zadnje lože, zadnje stegenske mišice, ki je pač glavni fleksor in se zelo velikokrat poškoduje pri nogometu, pa smo uspeli napovedati od 239, torej, ki se naj ne bi poškodovali, tudi zelo točno, da se ne bodo, in kar je še bolj pomembno, od 5 poškodb smo uspeli kar 4 napovedati, ki so se zgodile pač hujše poškodbe zadnje stegenske mišice. In tukaj se kaže kot najslabši scenarij, če tako rečem, kadar so mišice hitre, z visokim mišičnim tonusom in kjer je prisotna slaba lateralna simetrija. No in ravno to je specifika, ki se dogaja v takem obdobju, kadar so športniki umaknjeni od skupinskega treninga, kadar športniki zaradi nekih razlogov ne morejo biti prisotni, so sicer lahko v glavi, če rečem, bolj sproščeni, se počutijo dobro, vendar pa je njihova pripravljenost, predvsem mišična, veliko slabša. No, in da zaključim, na kratko še samo dejstvo, kako pa vedeti, kakšno je stanje športnika. Jaz vem, da poznate številne možnosti danes pristopov, bi vas pa rad tukaj usmeril v sodobno diagnostiko, ki je danes veliko, kot sem že rekel prej, veliko bolj dosegljiva, kot je bila nekoč. In sicer imamo, lahko rečemo, 2 obdobji, kadar je vse v redu in kadar so športniki zdravi in normalno delujejo. Smo mi tisti, ki lahko prispevamo k temu, da ugotovimo, kakšno je stanje športnika, vam pomagamo opredeliti cilje, vam pomagamo določiti proces vadbe, lahko spremljamo te spremembe in seveda potem to vadbo prilagodite in izvajate tudi seveda samo tekmovanja, kjer mi lahko spet pristopimo. Torej, modul je tisto, kjer bom rekel, da je smiselno z vaše strani pristopiti skupaj s strokovnjaki iz Maribora, Ljubljane ali pa naše ekipe iz Kopra, da analizirate stanje, potem seveda sami opredelite cilje in določite proces, mi vam pomagamo spremljati stanje, da ga imate jasno, kajti če nimamo stanja, ne vemo, s čim primerjati, tudi kadar pride do tako obdobje kot zdaj, tisti, ki so pač imeli in so za to odločili. To je tako kot pač, da ne bi vedeli, kje boste igrali, s kom boste igrali, s kakšno opremo, na kakšnem terenu. To so neke osnovne informacije, ki jih morate imeti. Še bolj pa je tle pomembno, kadar pride do poškodbe ali pa pride do neuspeha, takrat pomagamo analizirati stanje, pomagamo določiti na osnovi rezultatov te diagnostike, proces vadbe, lahko skupaj spet spremljamo to stanje, prilagajamo vadbo in določiti točko varne vrnitve. Določene točke varne vrnitve je pa izredno pomembno, predvsem zaradi tega, ker danes imamo najmanj 30 pa tudi do 40% teh tako imenovanih re-injury. To so ponovno poškodovani deli telesa, ki so že bili poškodovani zaradi predhodne poškodbe, niso bili zaceljeni dovolj dobro, predvsem pa se največkrat ni odpravil razlog za pojavnost prve poškodbe. Kajti poškodba je popolnoma sanirana takrat, kadar odstranimo razlog, ki je botroval prvi poškodbi. In tukaj lahko seveda samo s kakovostno diagnostiko to dosežemo, no tako se ponuja nekaj takih paketov za rehabilitacijske pristope in pa preventivne pristope, kot vidite tukaj, je to pač pomembno za razvoj, za zdravje, za rezultat, tu gre za analiziranje telesne sestave, mišične simetrije in podobnega. Kako to delamo? Seveda, telesna sestava je nekaj osnovnega, da vemo, kakšno imamo stanje pri športniku, to lahko delamo z bioimpedančno metodo ali pa delamo tudi z tako imenovano DEXO, to je dvojna absorbiometrija, ki nam da točno sestavo glede na dele telesa. Recimo, če govorimo o telesni sestavi, ravno ta vikend smo imeli reprezentanco plezalcev, moške pa ženske, je popolnoma, seveda, razmerje mišične mase, pustne mase, maščobne mase, torej vodne mase, je pri športniku generalno drugačna kot pri rekreativcu. Vendar, kolikšen del je v katerem delu telesa, je zelo pomembno. Tako kot je recimo pomembno pri plezalcu, ki sem dal primer, da imajo večino mišične mase v zgornjem delu telesa, ker gre za plezanje in seveda je pač čisto biomehansko drugače, če bi morali vleči veliko maso iz spodnjega dela telesa s sabo. Drugače pa recimo pri nogometašu, kjer je pa pomembno, da ni prisotna v zgornjem delu telesa prevelika mišična masa. Zakaj ne? Ker ti to povzroča probleme z težiščem telesa in pa z
z čisto ročico in sil, ki vplivajo na spodnji del telesa in lahko hitreje pride do poškodb mišične mase, torej mišic spodnjih okončin ali pa sklepov in podobno. Druga taka zadeva je analiza drže hrbtenice in pa sploh hrbtenice v celoti z tako imenovanim elektronskim spremljanjem nepravilnosti trupa v statični dinamični drži. Zelo pomembna je kinematika in pa rehabilitacija ramena. Recimo v primerih, ko prihajajo do takih škod, to je predvsem pri vratarjih, tukaj smo tudi, imamo edinstveno metodo, tako imenovan shoulder pacemaker in pa kinematika ramena, katero lahko zelo natančno zmerimo. Gibljivost je ena zelo pomembnih dejavnikov, ugotavljamo zelo slabo gibljivost, predvsem abduktorjev in abduktorjev, to so primikalka kolk in odmikalka kolka, ki dosti krat botrujejo poškodbam v prepon, poškodbam v dimljah. Tako da ena pomembnih dejavnikov je gibljivost, na katero dajemo premalo pozornosti. Teziomiografija, torej analiza kontraktilnih lastnostih mišic, o tem sem že govoril, s katerimi zelo na enostaven in neinvaziven način lahko opredelimo sestavo mišične, torej skeletne mišice, mišično atrofijo, hipertrofijo in pa kakovost. Kot sem že prej predstavil, vidimo zelo natančen pogled dobimo v samo muskulaturo. Potem je spremljanje maksimalne porabe kisika, torej nekaj, kar je nujno za zagotovitev obremenitev športnika, odrivne moči, tudi ena od pomembnih dejavnikov, in pa seveda tudi diferencirana obremenitev. To prihaja v poštev sicer pri poškodbah nekoliko bolj, ampak tudi za ugotavljanje v različnih kotih, kakšna je moč. Da pač s to metodo lahko dosti enostavno ugotovimo, pač prilagodimo kote, v določenih kotih je obremenitev večja, v nekaterih manjša in seveda ugotavljamo, ali so v določeni zadnji fazi, recimo zadnjega kota, zadnje stegovanja, mišica dovolj močna, to je pa v tem, da bo zdržala tudi velike napore pri spremembi smeri, pri zaviranju, pri pospeševanju, tisto, kar je običajno pri nogometu najbolj prisotno, kajti same, bom rekel, monotona tekanja nam teh podatkov ne dajo. Ok, analize hitrosti, gotovo tudi poznate, analize reakcijskega časa s tako imenovanimi fit light LED lučmi, kjer lahko določimo specifiko, tako kot se dogaja tudi v prostoru na samem terenu. Zelo pomembno je, no in ugotavljamo seveda tudi neko hitrost reakcije in pa posledično tudi z nekaterimi drugimi testi, lahko tudi neke neurokognitivne baterije, pozornosti, izvršilne sposobnosti, test mentalne rotacije, torej predstavnosti v prostoru, znajdenje v prostoru, preglednosti prostora. To so danes zanimive zadeve, predvsem, ko hočemo doseči tisto, bom rekel, nadstandardno učinkovitost pri posamezniku. Zelo pomembno je, da te meritve lahko izvajamo tudi na terenu. Da vidite nekaj takih primerov izvajanja meritev na terenu, no to je tudi naš ta mobilni laboratorij, s katerim se lahko pripeljemo na kraj priprav samih ali pa tudi na sam stadion. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker je zelo pomembno, da damo, imamo še nekaj slik, da damo čim prej poročilo in pa rezultate. Torej, če se seveda izvaja priprave na rogli, karikiram, pripeljamo se na rogli, izpeljamo meritve, drugi dan čez noč se rezultati obdelajo, dobite rezultati in to neposredno upeljete v vaše samodelo. To je izredno pomembna zadeva in pa seveda interpretacija rezultatov na strokoven, enostaven način, razumljen način, ki lahko pripelje, torej da to dodano vrednost trenerju in strokovnemu štabu, da lahko neposredno vpliva na pripravljenost in pa na pripravo svojih športnikov. Da zaključim, vrednost in pomen testiranja seveda v nogometu je, če je to redno, če je sistematično, če se izvaja, bom rekel, celostno in je namenjeno tako podpori treningu, kot optimalnejšemu odločanju, popolnejši neki medicinski oskrbi in pa seveda tudi hitrejši rehabilitaciji in pa preventivnemu delu. Ta je tista celostna zadeva, ki jo lahko zaključimo uspešno samo, če upoštevamo nek konkreten rezultat, ki ga pa moramo spremljati z neko sodobno diagnostiko, da bo ta uspešna.
No, zaključek, kot rečeno, ponosen smo, da smo pridobili ta FIFA Medical Center of Excellence. Veseli bi bili, če bi ga še bolj koristili, predvsem vsi vi, ker se dostikrat zavedamo, kako je znanost pomembna in raziskovanje pomembno, pa predvsem tudi te strokovno delo in strokovne meritve takrat, kadar je to dostikrat že prepozno. Tako da priporočam se, da se usmerite tudi do strokovnjakov ali pa da sami uvedete to v svoje delo, kajti samo z jasnim spremljanjem stanja lahko tudi načrtujete ustrezen proces. Toliko bolj, kadar pride do situacij, kakršno smo žal morali preživeti tudi v tem obdobju. Naše usluge so spremljali že tudi zelo vrhunski klubi in okolja, od večino klubov prve italijanske lige do tudi nekaterih španskih klubov. Tukaj imate tudi eno poročilo od Barcelone, ki je posebej priporočila enzimografijo za spremljanje hitrega in varnega vračanja po poškodbah. Tako da zavedamo se, da imamo to znanje tudi v Sloveniji in po katerem lahko posežete. Želim vam veliko uspeha še naprej. Želim vam, da bi se morda še kdaj srečali in vključevali. Tukaj je nekaj projektov, ki bodo stekli v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije, ki smo jih pridobili pri Fundaciji za šport. Seveda financiranja so bolj omejena, ampak v vsakem primeru bomo skušali nekaj prispevati, tako da bomo spremljali mlade kot posledice tega stanja, vračanje športnikov po prebolevanju, kot sem omenil, analizo učinkovitosti, kjer bomo uporabili celo hiperbariko in pa nekih preventivnih programov pri športnih poškodbah. Vabljeni, da se k temu priključite. Vabljeni tudi, da nas obiščete, če se boste mudili v Kopru, v Areni Bonifica, v prvem nadstropju so naši prostori. Kot rečeno, imamo pa tudi mobilno enoto in se lahko pripeljemo tudi na samo mesto vaših priprav in treningov. Želim seveda vse skupaj veliko uspeha, da bi se ta zadeva čim prej zaključila, končala in da bi bili vrženi, če rečem, nazaj v normalno življenje in pozabili na to obdobje. Seveda vzemimo pa od tega to znanje, da moramo biti tudi na take stvari pripravljeni. Še enkrat hvala za posluh, hvala za pozornost in veliko uspeha še naprej. Nasvidenje.